Ameriška multinacionalka Aon Reality ni dobila ustrezne subvencije za investicijo, ki bi v Mariboru ustanovila številna visoko kvalificirana delovna mesta. Župan Maribora Andrej Fištravec je na takšno odločitvijo Ministrstva za gospodarstvo negativno presenečen. Gre za male subvencije, ki bi jih morala država dati, pa tudi in za te minimalne, torej recimo tukaj v primeru Aon Reality je šlo za niti ne 3 milijone evrov s potencialom 250 delovnih mest, torej za stojn. Torej šla zgodba za stojn. In tu se je ponovila zgodba IBM-a izpred dobrega leta pa pol, kjer so v Mariboru že izbirali in bili navdušeni nad ponudbo kadrov. Izbrali so si že lokacijo, tako kot si tudi Aon Reality že izbral lokacijo, kjer bi deloval, na kar so se birokrati na Ministrstvo za gospodarstvo zafrkavali in jim govorili o lepotah Slovenije. Podjetnikom govorili o lepotah Slovenije. To je nekaj nevzdržnega. Jaz sem upal, da s projektom Magne, da bodo se na ministrstvu zresnili, ampak očitno tam še vedno pihajo neki drugi vetrovi, ki na vsak način želijo, da bi Maribor se dvignil in da bi se s tem dvignila Slovenija. Minister za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek očitke zavrača in vztraja, da je bila odločitev v skladu z zakonom o spodbujanju investicije. Kar vam vladam pa naslednje. Podjetje Aon Reality se je prijavilo na osnovi zakona o spodbujanju investicij. Prijavilo je investicijo leta 16,8 milijona evrov, pričakovali so 20-25% nepovratnih sredstev, niso pa izpolnjevali osnovnega pogoja in sicer podjetje po oceni komisije ni kapitalsko ustrezno, kar je rezultat izgub, ki so presegle več kot polovico osnovnega kapitala njihovega podjetja. Na vprašanje, zakaj nihče ni kontaktiral predstavnikov podjetja Aon Reality, je minister dodal. Podjetje ni predstavilo sploh prvega sita za podelitev subvencije, da bi lahko proučevali nadaljnjo vsebino vloge. Dejstvo pa je, da je naložba zajemala najem stavbe, sofinanciranje materialnih in nematerialnih stroškov, tehnološka proizvodno opremo. Poročilo so za Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo pripravili finančni hiši PVC Slovenija. Za komentar situacije smo poprašali tudi njih, kjer pa smo dobili samo zapisan odgovor. Spoštovani, verjamem, da razumete, da ne moremo komentirati našega dela za stranke. Po pojasnilo smo se obrnili še na prodekana za mednarodno sodelovanje na Ekonomski fakulteti Univerze v Mariboru dr. Franja Mlinariča, ki pa nam je obrazložil, da glede strokovnih kriterijev med državami ni razlike. Končna ocena pa je odvisna od tistega, ki kriterije postavlja, ali je to investitor ali pa država, ki projekte financira. Strokovna ocena seveda je vedno neko izhodišče, mogoče je zapisana celo v zakonodaji, kot pri nas, zakon o finančnem poslovanju, kot neka kritična meja, je pa verjetno glavni izziv v tem, da vemo, če gre za proučevanje nekih tradicionalnih sektorjev, tradicionalnih podjetij, tradicionalnih uveljavljenih stabilnih dejavnostih, ali pa gre za proučevanje podjetij, ki so v sodobnih visokotehnoloških sektorjih, ki imajo praviloma manj opredmetenih osnovnih sredstev, veliko bolj so odvisni od vlaganj, raziskave, razvoj, znanja. To pa vemo seveda so stvari, ki so težko ocenljive in posledično seveda povezane tudi z večjim tveganjem. Tudi ostale ameriške multinacionalke, kot so Tesla, Uber ali pa tudi Amazon, imajo poslovni model, ki je s kriteriji, s katerimi navadno ocenjuje tradicionalni tip podjetja, neustrezen. Še enkrat bi poudaril, da se prav razumeva, da ne trdim, da so podjetja, ki ste jih prej našteli, kapitalsko neustrezna. Da bi to definirali, moramo najprej izbrati metodologijo in kritične meje, pri čemer pa te meje niso enostavno določljive. Ki je pogledala zgodovino Amazona. Desetletju, ko je kopičil izgube zaradi dolgoročnih investicij in tehnologijo, nove trge, bi lahko kvečemo rekli, da je izpostavljen visokemu poslovnemu in finančnemu tveganju. Ker pa je svojimi inovativnimi rešitvami vedno znova privabljal nove investitorje, ki so bili pripravljeni vplačati dodatni kapital, je danes postal ena najbolj uspešnih družb na svetu.
Spet se torej vračava k tisti zgodbi, da so visokotehnološka podjetja z inovativnimi poslovnimi modeli zelo zahtevna za razumevanje ter posledično bolj tvegana v percepciji investitorjev. Za to vrstne poslovne modele pa so potrebne alternativne strukture financiranja in ne tiste klasične, kot smo jih vajeni pri nas. Po IBM-u, ki je svoje podjetje širilo na Hrvaško, pa čeprav so prvotno želeli center vzpostaviti v Mariboru, je to že drugo IT podjetje, ki so ga na Ministrstvu za gospodarstvo zavrnili, drugje pa sprejeli. IBM na Hrvaškem, Eon Reality pa na Madžarskem. Po mnenju župana Fištravca bi imelo ministrstvo mogoče več posluha, če bi Eon Reality želel investirati v Ljubljani. Zdaj ne vem, ali bi se stvari drugače potekale, da če bi Eon Reality želel iti v Ljubljano, kar so bile veliki interesi v Ljubljani, to moram povedati, ne? Ampak so potem res zaradi sprejema v Mariboru, zaradi povezav, ki smo jih tukaj takoj ob njihovem prihodu vzpostavili med Univerzo, Zavoda za poslovanje občino in tako naprej, zaradi hitrega servisiranja njihovih želja in potreb, torej z natančnim popisom prostih kapacitet, stroškov, kvadratur in vsega tega, kar je s tem povezano, da so se pač želeli biti tukaj. Po mnenju največjega medijskega portala, ki izhaja v več kot 200 državah po vsem svetu, Digital Journal, je Eon Reality med vodilnimi ponudniki na trgu. Očitno so druge evropske države že spoznale, kako visokotehnološka podjetja delujejo, saj je Eon Reality v Angliji in Franciji že dobil subvencijo, na Madžarskem pa je bila odobrena. Sedaj že usklajujejo pogodbe. Za mnenje o primeru Eon Reality smo danes na mariborskih ulicah povprašali mimoidoče. Ja, no, pač tako je, jaz pravim, ne, vsaka stvar, ki je na novo, je problem v naši Sloveniji, ne, če tudi bi mogoče kdaj lahko bilo tudi kaj dobrega. To je vedno tako, da ga ne podpirajo, ne. To je pač štajerska legija. To je drugače, kot pa je v Ljubljani. Tam so tudi plače, pa vse ostalo je več, kot pa je tu pri nas, ne. Boljše bi bilo, da bi, ker take delovne sile, tako vidite, da je brezposelne zadosti, ne. Te bi bilo že boljše, da bi delali, ne. Veliko število študentov prihaja in vsako leto je vse večje in večje, tako da mislim, da mladi so tu, ne, ampak tudi šansa je zelo velika škoda, ker ni tule, ne. Me pač ne preseneča, da ministrstvo kaj reče ne, ali pa da noče dati kakih novih opcij, ne vem.